Lepo zdrav v drugi epizodi serije Nezlomljivi. Danes vam bova z Urošem predstavila nekaj tekaških zadev, se pravi, kako postati nezlomljiv tekač. Ena prva zadeva, kjer bova prediskutirana, je zadeva, kar se tiče same tehnike teka in pa tehniko teka pogosto so tudi supinacija, pronacija oziroma kdo je potem nevtralni tekač. Uroš, mogoče če začetek kar malo razložiš, kaj sploh je pronacija, kdo je prekomerni pronator, je pronacija res sploh problematična? Lepo zdrav. Pronacija, sicer v zadnjih letih se mi zdi, da se je stvar veliko izboljšala, ampak še par let nazaj je veljala pravna taka gonja proti pronatorjem. Če si pronator, si pa nekaj vrste slab tekač, pa nekaj narobe počneš. Ampak dejansko pronacija je čisto naravno gibanje, čisto nek v bistvu način blaženja in dejansko pomemben del, ki se mora v stopalu zgoditi, da se sile, ki se dogajajo pri teku, dovolj blažijo. Pronacija se nekako beseda razvila v 70-ih letih, ko so v bistvu pronacijo obtožili silnega števila poškodovanih tekačev. In takrat so začeli proizvajati razne pronacijske opore v copatih in po 30-40 letih ugotovili, da ta predvidevanja so bila čisto napačna. Pronacijske opore malenko zmanjšajo, ne zmanjšajo pa števila poškodb. Se pravi, v vseh teh letih se število poškodovanih tekačev ni nič zmanjšalo, ampak je ostalo popolnoma enako. Tako da pronacija mora biti, je pa lahko en dejavnik tveganja, ki je lahko v bistvu vzrok za kakšne poškodbe. Meni se tukaj predvsem zdi tudi to pomembno, da tekači sploh razumejo, kdaj je lahko problematično, pa kaj sploh kaj od tega je. Ker velikokrat se mi zdi problem to, da nekdo že sam pri sebi, ko pristane na zunanji del stopala, ker vsi pristanemo na zunanji del stopala, če tako mimo grede, potem, ker pristane na zunanji del stopala, kar sam sebe smatra zdaj kot supinatorja, ker pač supinatorji grejo malo bolj po zunanjem delu, pa temu ni tako, pač pristanemo vsi na zunanji del, potem gre ponavadi bolj na notranji del in zdaj pri nevtralnih tekačih gre to potem bolj prek palca naravnost, oziroma to je neka normalna pronacija, ker govorimo, se pravi, malo se poseda in gre prek palca naprej, pri prekomernih pronatorjih se pa malo bolj poseda in gre potem malo bolj po notranji strani. Zdaj, kar se meni zdi tudi tukaj zelo pomembno, je to, da ne vržemo vseh pronatorjev oziroma teh prekomernih pronatorjev kar v en koš. Ker imamo ljudi, ki tudi prekomerno pronirajo, pa to naredijo zelo kontrolirano in nimajo nikoli nobene težave. Se pravi, se zdaj vprašamo, kaj bi pri tem človeku rešili sploh spreminjati. Ali je sploh ključno to, da bi karkoli pri njemu spreminjali. Imajo pa ljudi, ki imajo težave, imajo prekomerno pronacijo in tukaj je velikokrat ta, da pri tistih, ki imajo težave, je ta zadeva predvsej bolj nekontrolirana. Se pravi, zadeva bolj mogoče na hitro v neki točki popusti in tle se mi zdi, da je tisto, kar je ključno za naše razumevanje. Ne se pravi to, da kar iz prve takoj določimo, tako kot si rekel, ti si prekomerni pronator, si slab tekač, boš poškodovan, ampak da vemo, zakaj do tega tudi. Pa še pri pronaciji se zdi še ena stvar pomembna. Pronacija je v bistvu gibanje skočnega oziroma gležnja, subteralnega sklepa, kakorkoli potem pravimo. Da pravi, os kolenskega sklepa pa gležnja ni poravnana. Medtem, ko gre koleno naprej nazaj, gležen se premika malenkost navznoter in navzven. Zaradi tega se pronacija tudi dogaja. Ko enostavno pristanemo, pač stopalo gre, nima os po sredini stopala, ampak ima malenkost čez palec pa proti peti. In zaradi tega se pronacija tudi dogaja. To je prva stvar. Se pravi, glede pronacije ni nič slabega. Se lahko zgodi normalna, neutralna pronacija oziroma neutralno stopalo, dejansko je malenkost pronacijsko stopalo. In pronacija pač mora biti, ni sama pronacija vzrok za slabega tekača. Se pravi, če nakratko poznamo, se pravi, ni ključno to, da boste zbrali svojo obutev na način, če ste prekomerni pronator, zdaj morate pa nujno je to trgovino kupiti pronacijsko obutev, ampak je bolj ključno to, se pravi, da je obutev vam udobna, da vam paše na nogo, pa če imate težave zaradi tega, z obutijo verjetno tega ne boste rešili. Se to treba zavedati, to a tudi na koncu prikazala neki vaj, kako te zadeve potem reševati z vajami. Isto bo pokazala neki vaj za supinatorje, ker pri njih je pa ta drug problem, da pa stopalni lok ni zadosti udajen in v bistvu gre res zelo po zunanji strani, kar pomeni, da je manj blaženja v tem, kar si prej omenil že. Stopalni lok ne poblaži in v bistvu dejansko je več obremenitve na koleno, kolk in tudi hrbtenico. Zdaj, druga zadeva, ki se mi zdi pa zelo pomembna, kadar govorimo o tehniki teka, je pa ta, kjer je tisti idealen tekaški korak. Dolgo časa
Smo zdaj brali, ne vem, da je to treba pristajati, ne vem, na prste, na sprednji del, srednji del, ali je mogoče tudi, ne vem, v redu, če pristanemo na pete. Kako je s tem kaj? To je dobra stvar, ki si jo mislim omenil. Tehnika teka ni samo gibanje stopala, ni samo, če pristanemo na peto, ni samo, če pristanemo na prste, ampak je dejansko gibanje celotnega telesa in veliko bolj kompleksna zadeva, kot pa samo ta, da jo lahko razdelimo na pravilno pa napačno. Ampak tehnika teka je zelo pogojena z številnimi stvarmi, faktorji in tekača, ki ga vidiš, težko rečeš, ker da teče napačno pa teče pravilno, ampak pač teče svojim telesnim značilnostim in sposobnostim primerno. Ena stvar, pri rekreativnih tekačih ne maram nekje popravkov tehnike teka preko atletske besede. Zna biti zelo zapletena stvar, sploh za nekoga, ki ne razume, kaj je atletska beseda, pa kaj v bistvu z njo bi sploh rad dosegel. To se mi zdi sintetični način spreminjanja tehnike teka boljši, predvsem pa pri tistih tekačih, ki sploh imajo težave. Če nimaš težav, pa pristaneš na peto, pa si mogoče malce pretežek, ne vidim razloga, zakaj bi pri nekomu šel to v bistvu popravljati, če tekač dosega svoje želje, dosega svoje namene s tekom in ni poškodovan pri temu. Če pa je poškodovan, pa se skozi srečuje s poškodbami, to pa je čas za neke intervencije in spremembo tehnike teka med drugimi. Tako da, dve stvari pri tehniki teka, na katere bodite pozorni, je predvsem, kje pristanete, se pravi, da je točka pristanka čim bliže pravokotni projekciji težišča telesa. Ne more biti točno na tej točki, ampak čim bliže. Se pravi, če je bila točno tukaj, bi se tekač prevrnil. Čim bliže, pa predvsem, da tečete z visoko frekvenco. Če imate ure, ki vam kažejo to informacijo, če obe nogi šteje, naj bo to vsaj 160 korakov v minuti, oziroma če razdelite 80, se pravi po 2 koraka skupaj. Ko da vsaj ta številka minimalno je dokazano, dejavnost tveganja, se pravi, če je preniska, preveč časa preživite v zraku in so sile pri pristanku večje. Tako da, že iz tega v bistvu se lepo pokaže, kako lahko z takim enostavnim trikom postanete tekač, ki pristaja na peto, postanete tekač, ki pristaja bolj na srednji del stopala, pa ne da je bilo to kaj slabega. Se pravi, v bistvu ni tisto ključno, kako pristanemo na peto, sprednji del, srednji del, ker pač tehnika teka ni zgolj s tem, ni zgolj to, s čim mi naredimo prvi stik s tlemi, ampak je bolj odvisna verjetno od postavitve celega telesa. Se pravi, tako kot si omenil, že se pravi zadeva izhaja nekje od zgore in navzdol, ali od spodaj navzgor, s kjerkoli strani gledaš, ampak se pravi, da gre v bistvu za to, da moraš ti povečati frekvenco korakov, postaviti nogo na ta pravo točko na podlago, ne pa sam narediti špičko, pa zdaj pristati na sprednji del stopala namesto na peto, pa mislim, da si s tem spremenil tehniko teka. Se pravi, pristanek na peto prste pa na celo stopalo je samo posledica vsega, kar se zgodi prej. Od tega, kako je trup v bistvu postavljen, kako roke delajo, kako je nagib telesa in kamor pristanemo, točka pristanka je samo posledica vseh tega. Pa posledica tudi še ene druge zanimive zadeve, pa pomembne se mi zdi, kakšen je naš namen. Zdaj, če gremo mi šprintati, razvijati maksimalno hitrost, takrat bomo pristajali na sprednji del stopala. Zdaj, če gremo mi teči, gremo pogledati čist drug ekstrem, ultra trail ali pa neko ekstremno dolgo razdaljo, bo tam tehnika precej drugačna. Manjša bo tudi sama amplituda gibanja, pristanek bo mogoče bolj na srednji del ali pa bolj na peto, odvisno je tudi od podlage, kjer tečemo, tako da tudi ta namen je zelo pomemben. Zdaj pa predlagam, da dajmo pogledati še nekaj vaj, ker smo že omenili za tiste, ki imate težave s prekomerno pronacijo oziroma supinacijo, pa se ves čas zaradi tega tudi spopadate z nekimi poškodbami. Zdaj si bomo skupaj pogledali par vaj, najprej se bomo osredotočili na tiste, ki smo prej rekli, ki sodijo pod skupino prekomerni pronatorji. Zdaj ena super vaja, doma verjamem, da ima marsikdo elastiko, takole v bistvu potegneš okoli stopala, povlečeš stopalo gor, narediš v bistvu tako imenovano inverzijo in tukaj poaktiviraš mišico tibialis posterior, ki podpira stopalni lok. Se pravi, ta je ena ključnih, če hočemo preprečiti preveliko vdajnost stopalnega loka. Te lahko kar malo zadržimo v zgornji poziciji, kar držimo, prišlo boste videli čez čas do tega, da bo precej težko že zadrževati, to parkrat ponovite in imate prvo vajo pod streho. Pa gremo zdaj na drugo. Gremo kar do stene, tudi steno verjamemo vsak doma, tudi da nobene težave. Gremo zdaj kar na samo spone na prste, na iztegnjene noge za začetek. Zdaj bo Uroš pokazal najprej kar na iztegnjene.
Tukaj je pomembno, se pravi, zunanji in notranji rob ne bosta enakomerno pritisnjena dol v podlago in gremo lahko kar dinamično. Počasi spuščamo in počasi dvigamo. Pri teh vajah zelo pomembna je kontrola, se pravi, nočemo, da divjamo gor dol, ampak lepo počasi spuščamo in počasi dvigamo, ves čas kontroliramo dobro postavitev stopala. Isto ponovimo lahko še na pokrčeno nogo. Kolena malo potisnemo naprej in gremo zdaj iz tega. To so vse vaje, ki nam pomagajo tudi v bistvu, da pride do boljše aktivacije samega stopalnega loka, ker pomeni, da bo prišlo do manjšega zvračanja stopala med samim tekom. Zdaj pa še zadnja taka vaja, bo pa Uroš prikazal v bistvu grabljenje podlage. Postavil se bo na eno nogo, zdaj se začetek, če vam je malo težje se postaviti na eno nogo, lahko tudi poiščete malo opore. Zdaj, ker je prvo ključno tukaj je, da poiščete najprej 3 točke. Se pravi, imate notranji rob, zunanji rob in peto. Te 3 točke morajo biti enakomerno potisnjene dol v podlago in potem, ko grabite, probite ta del potisniti proti peti. Se pravi, ne samo prste pritiska dol, ampak ta del stopala probite povleči nazaj, zadržate 10 sekund, se bo dobro poaktiviral stopalni lok in potem popustite. To je ena tudi super vaja, v bistvu spet za sam stopalni lok, ki vam bo lahko zelo prav prišla potem med samim tekom. Ok, pa gremo zdaj še na drugi sklop. To so vaje za tako imenovane supinator. Se pravi, to so tisti, ki smo prej rekli, da gremo bolj po zunanjem delu, kjer je premajhna oddajnost stopalnega loka. Zdaj čisto tak preprost nasvet za marsikoga, ki lahko to naredi doma, je, da v bistvu sezuje svoje superge, sezuje tudi nogavice in ga bo shoditi po kakšnih kamenčkih. Fino so taki mali kamenčki, lepo sprostijo malo tele mišice, pa tetive pod samim stopalnim lokom in bo že pred večja oddajnost stopalnega loka. Če tega nimate doma, pa imate doma kakšno mehno žogco, je pa super zadeva tudi, ker da eno nogo naprej. Okay. In damo tole žogco spodaj, ker daš dol stopalo, tlele dava spodaj, pod sam stopalni lok in zdaj gremo v bistvu v potisk kolena naprej, pa nazaj. Lahko se bi tudi Uroš naslonil na steno, pa vse to na steno delal in potem samo malo previkal. Večkaj dvignil stopalo, gremo malo bolj naprej, lahko je malo bolj spredaj ta žogca, isto zadevo bi lahko potem ponovila, pa dala žogca še malo bolj zadaj, se pravi, gremo vedno vzdolž stopalnega loka. Ko boste to parkrat ponovili, boste videli, da je stopalni lok postal precej bolj udajen, se pravi, da se začne bolj spuščati dol. Ni več take togosti tukaj in sigurno vam bo to tudi omogočilo, da se bo lepš posedel med samim tekom. Evo, jaz upam, da vam bodo teli nasveti, ki smo jih z Urošem prej malo bolj teoretično povedala, pa tudi tele vaje, ki smo jih praktično prikazala, pomagali do tega, da boste postali nezlomljivi tekač, tako z vidika poškodb, kot da boste v bistvu tudi napredovali v samih tekaških sposobnostih. Se vidimo naslednjič.